No, tako pozdravljeni, tudi tisti, ki gledate posnetek. Danes govorimo o srcu in o žilju. Se pravi, srce potrebuje radost in ko dolg časa se v duši plazi žalost, se pozna tudi to na žilah. In seveda potem to, ko se pa pozna na žilah, je problem, a ne? Je problem zaradi tega, ker enostavno srce želi črpati to radost, želi delati v tej smeri, da se stvari zrihtajo, ampak včasih ne gre. In takrat, ko je teža življenja, tudi po družinskem deblu, previsoka, prevelika, enostavno ne zmore in potem seveda telo iz sebe iztisne vso radost zaradi odnosov, denarja, zaradi položaja in sploh ne zmore več črpati po svojih žilah pač to radostno energijo. Tako da ja, kdor ima težave s krčnimi žilami ali pa kdor ima v družinskem deblu težave s krčnimi žilami, pomeni, da se po ožilju pretakajo težka, gosta čustva. Po družinskem deblu, po vsej verjetnosti, se pravi, že nek vzorec, recimo, če gledam po mojem družinskem deblu, se pretaka razočaranje, kar vpliva na trebušno slinavko, po eni strani, po drugi strani pa seveda srce in ožilje, spet razočaranje, a ne? In je kar dvakrat razočaranje po družinskem deblu in seveda potem je družinski najšibkejši člen pride, a ne? Najšibkejši člen, ker rečemo, mi imamo pa genske bolezni in vsi v družini imajo približno enake bolezni. No, in zato je tako pomembno, da razumemo ta čustveno ozadje in za vse tiste, ki se ukvarjate s čiščenjem čustvenega ozadja, vzemite v roke knjigo, ko imajo moški hormoni žur, ker v tej knjigi boste najbolj enostavno lahko v drugem delu počistili pač programe družinskega debla, odraščanje ob ranjenih starših. Dejstvo je, da tudi mi, tisti, ki smo starši, smo sigurno ranjeni starši, ker pač to so programi, ki se prenašajo po družinskem deblu. No, zdaj pa, če pogledamo naprej, kaj bi bilo za narediti? Prva stvar, kaj je za narediti, je to, da prenehajmo s kritiziranjem in dejansko sebe. Obsojanjem sebe, govoriti sebi slabe stvari, govoriti sebi nekaj grdega. In recimo pomislite, kolikokrat nezavedno kaj rečemo, recimo nekaj ti ne uspe, pa rečeš, koliko sem jaz neumna. Halo, tako s sabo ne govoriš. Ne? Enkrat mi je ena gospa rekla, da so ji govorili v mladosti, bolj kot si debela, bolj si neumna. In me je vprašala, a imate kaj za inteligenco? Pač, imam za razvoj možganov, seveda. B-vitamini delujejo na možgane, C-vitamin deluje na možgane, cink deluje na možgane. Ampak prav inteligenca je pa nekaj, kar je pa samo podoba, ne? Se pravi, jaz če verjamem, da sem inteligentna, pomeni, da sem inteligentna, zato ker verjamem v to, ne? Potem neodpuščanje po družinskem deblu, ker če ste se enkrat slišali v mladosti, recimo, to pa zamerim do smrti, se v bistvu potem ta zamera prenaša po žilah, pretaka po žilah, in v bistvu tudi, če ste odraščali ob kritiki, ko ni bilo dovolj dobro za vaše starše in potem ste mogoče privzgojili ta občutek, da niste dovolj dobri oziroma da nikdar ni dovolj dobro narejen, oziroma potreba po tem, da si perfekten, in ker nikdar ni perfektno, pomeni, da nobeno stvar človek ne spravi v življenje, ker pač ni nikdar popolno, ne. Zato je tako pomembno, da naravnanost damo drugam, da naravnanost damo v to, kaj vidim lepega, kaj si jaz želim, kako želim jaz živeti, da bo meni dobro. Se pravi, to je zdrava ljubezen do sebe oziroma zdrava sebičnost, ker tega nas načeloma nihče ni učil, da postaviš meje, da poveš,
kaj ti želiš, da poveš, kaj je tebi pomembno, zaradi tega, ker smo načeloma tudi ženske bile programirane na to, da na nek način ugajamo, da pašemo nekemu neko sliko, da se podredimo in če ste mogoče kot otroci poslušali, ti pa bo tih, tebe pa nihče nič ni vprašal. Ne, imate mogoče nek program, jaz moram biti tih, kar me nihče nič ni vprašal, a ne? In prav ta radostna energija je v bistvu povezana s tem, da se jaz odločam, da bom v radostni energiji. Se pravi, jaz se odločim, da želim narediti kakšno traparijo, jaz se odločam, da bom drugače, jaz se odločam, da stopam ven iz vloge žrtve, ker tam to so verjetno neki vzorci družine, kjer enostavno ne želim več biti. No, in zdaj poglejmo najprej to podzavest, a ne. Se pravi, delam pozitivno razliko v svojem življenju in tudi s tem, ko ljudem pomagamo s prehranskimi dopolnili, to je moto podjetja Neolife, delamo pozitivno razliko v življenju ljudi. No, naj povem, da jaz se s podjetjem Neolife ukvarjam zdaj že 32 let, da sem sama najboljša svoja stranka, da so moji starši moje stranke, da moji otroci uporabljajo ta prehranska dopolnila, ker res vidim, kako neverjetno moč imajo naravna prehranska dopolnila. In da poleg tega, da prehranska dopolnila uporabljaš, da še pozitivno razmišljaš. Te trditve so iz knjige Louise Hay. Radost, radost, radost. Ljubeče dopuščam radosti, da teče skozi moj moje telo in moja doživetja. Radost vračam v središče svojega srca, ljubezen pošiljam vsem. Se pravi, to je nekaj, kar je odločitev, kako bom jaz razmišljala, in takrat, zdaj to je moj oseben nasvet, ko ne more človek pozitivno razmišljati, takrat pač moliš, zato da nadzoruješ ker vemo, kako gre. Gre iz ene misli v drugo misel, ta tretja misel, četrto misel in začne delati kot podivjana mašina, kot podivjan motor ali pa podivjana konjska vprega, ki se ne ustavi. Se pravi, če vi želite zaustaviti nek vzorec razmišljanja, je potrebno presekati in ponavljati pozitivno energijo ali pa pozitivno trditve, in zanimivo je prišla karta prehod v novo dobo, srce. Jaz sem ljubezen, vidim ljubezen. Se pravi, dajem pozornost vsemu temu, kar meni veča ljubezen in vrača ljubezen. Se pravi, dajem pozornost na vso to naravo okrog sebe, dajem pozornost na vse dobro v mojem življenju, ne pa na tiste dva kamna, ki jih mogoče ta trenutek moram prestopiti. A ne? Zato, ker če gledamo večji del življenja, so pozitivne stvari, ampak imamo pa na svoji poti življenja kamenje, kjer se pač spotaknemo in zdaj lahko se vedno znova brcamo tisti kamen in ne stopimo čez in enostavno ne zmoremo iti naprej. Zato moramo razumeti, da kaj razmišljam z mojo glavo, je moja odgovornost. To je moja odgovornost, to ni odgovornost od nikogar drugega, ker je moja glava. In naslednja stvar moramo razumeti, da podzavest oziroma naš višji jaz deluje tako kot veliki duh pri Aladinu, ki pravi: tvoja želja je zame ukaz. In zdaj se mogoče vrtite v nekih težavah in te težave postanejo neka rdeča nit vašega življenja in ta veliki duh reče: ok, hoče imeti težave s srcem, žalost, hoče še več žalosti, tvoja želja je moj ukaz, in dobiš še več žalosti. Se pravi, pomembno je, kako mi že zjutraj začnemo dan. Pomembno je, kako zjutraj naravnamo sebe. Pomembno je, kako zjutraj prva misel ali pa zvečer pred spanjem, zadnja misel, kako zaključujemo dan, ker ta ista misel se bo zjutraj nadaljevala. Se pravi, to, kar razmišljamo, postaja naše življenje. In zdaj seveda zdravilna molitev dekodiranja, veste, da lahko počistite vso kronično žalost po družinskem deblu ali pa razočaranje,
nad ljudmi, nad dogodki, nad situacijami, nad ne vem čez, nad življenjem. In to je spet vaša odločitev, koliko si boste vzeli časa za to, da boste počistili te podzavestne programe in uporabljali zdravilno molitev dekodiranja. No in zdaj, če pogledamo, čustva se pa zapisujejo na vodni del našega telesa, ker v osnovi mi, ljudje, smo energija. In vemo, da če želimo, da teče svetloba skozi nas, je pomembna pozitivna energija, se pravi sonce, seveda je potrebna hrana, da stojimo pokonc in uravnovešanje energijskega pretoka našega telesa, ker ljudje smo energija. Se pravi, če mi želimo, da naše žile začnejo črpati radost, naredimo nekaj že takoj zjutraj za sebe. In to, kar lahko zjutraj naredimo za sebe, je vadba pred zajtrkom. Vrelec mladosti, vam povem, da je krasna vaja. Jaz jo delam že od že 21, se pravi 20 let. Delam skoraj vsako jutro tibetanske vaje vrelec mladosti. In to je nekaj, se pravi, zjutraj postavim sebe na prvo mesto. In to sem delala takrat, ko so bile moje hčerke še zelo majhne. Računajte, ta mala hčerka je bila stara 1 leto. In sem videla, da samo da dajem drugim in nič sebi, mene vodi v nezadovoljstvo. In jaz moram zase poskrbeti, da bom napolnila mojo čašo ljubezni, da lahko iz te čaše ljubezni dajem. Ker sem postajala zmeraj bolj jezna, ker je bilo tako, kje sem v tej zgodbi jaz? Samo dajem. In če ste vi približno na istem, da samo dajete, bi bilo čas, da sebe postavite na prvo mesto. No in zdaj še prva stvar, druga stvar, kar je pomembna, ta vadba pred zajtrkom, vam pa pomaga pri tem, da zjutraj je sladkor najbolj v ravnovesju in dejansko telo porablja zalogo energije, se pravi energijo črpa iz maščobnih celic. In ker črpa zalogo energije iz maščobnih celic, pomeni, da podaljšate nočno izgorevanje maščob in dejansko se s tem samo še bolj počutite, ste bolj vitalni, imate več energije. No in zdaj, če pogledamo naprej, nekoč je veljalo, da 30% našega zdravja je določeno z geni, ampak zdaj pa velja, da dejansko tudi teh 30% ni več določeno z geni, ker na gene mi vplivamo z radostjo svoje pesmi, notranje pesmi, notranjega prepevanja, notranje energije, notranjega monogovora. Se pravi, tudi teh 30% ni več zabetoniranega in prišli so pa do teh zaključkov preko tega, ker so krušni starši, ko so vzgajali svoje posvojene otroke, prenesli program družine na otroka in dejansko ti posvojeni otroci, ki niso bili pač nič v žlahti s svojimi starši, so zbolevali za enakimi genskimi boleznimi kot njihovi krušni starši. Pomislite, se pravi, otrok se naleze v ozračja družine. In to je tisto, moram biti žrtev, vse sem sama, ta je na splošno slovenska, pa sploh ženska, tako da mogoče bi bilo pametno kaj v tej smeri počistiti. No, potem pa poglejmo naprej. Se pravi, globalna zdravstvena kriza kaže, da srčno-žilne bolezni so dejansko vzrok smrti številka 1 po celem svetu. Se pravi, potem rak sploh ni taka strašna zadeva, ampak na splošno srce in ožilje, to je smrtnost, se pravi smrt številka ali pa vzrok smrti številka 1 na svetu. In to pomeni prizadene tako moške kot ženske. Zdaj, če pogledamo tukaj, imamo sicer zelo staro raziskavo iz leta 2005, stara je 20 let, ampak poglejte to, 1 milijon Slovencev ima povišan krvni tlak. 1,4 milijona Slovencev ima povišan holesterol. Se pravi, 1/2 Slovencev ima povišan krvni tlak. Kaj je to? 2/3 Slovencev ima povišan holesterol. Polovica Slovencev ima povišan krvni sladkor. Več kot polovica Slovencev ima prekomerno ali zvišano telesno težo in
približno kaj je to, 1/4 Slovencev ima primerno telesno težo in približno polovica Slovencev se nezdravo prehranjuje. In zdaj pomislite, kje smo? Pač v nekih slabih navadah, ki so povezane s tem, da preklinjamo na cesti in pošiljamo tistega pred sabo v tri pisane, da bom lepo govorila, pač v tri krasne, da pogosto preobremenjena mama se znaša nad otroci, da tudi v letih, ko bi bilo čas, da človek uživa v penziji, je preobremenjen, da ne govorim, recimo, samomor med moškimi v Sloveniji je 4-krat bolj pogost kot med ženskami in moški najde uteho, pač ženska poišče pomoč, to je nekje sem prebrala, ženska poišče pomoč, moški naredi samomor. In ga mogoče začne delati na nezdrav način, da se ubija z nekimi nezdravimi zadevami, kot je alkohol, z nezdravo hrano ali pa kakšna druga nezdrava navada, ali na dolgi rok dejansko naredi fizični samomor. In v bistvu zdaj, če gledamo, kje smo, porušeno ravnovesje, ker ko mi zrihtamo hrano, se zrihta marsikaj, dobimo dovolj hranilnih snovi za naše telo, da lahko dela. In zdaj, če pogledamo, iz nezdrave hrane sledi dejansko vse. Poglejmo to. Premalo gibanja. In tukaj prva zadeva, rešitve. Kdor želi, da se njegovo zdravstveno stanje izboljša, naj začne hoditi vsak dan približno 2,5 kilometra. Se pravi, da naredi 3500 korakov, to ni nič kaj posebenega, na en kratek sprehod, da gre, se pravi premalo gibanja, ko rečemo bom jutr, stres, nezdrave navade in osiromašena prehrana vodijo do tega, da se povečuje trebušna maščoba oziroma trebušna tolšča. In ta trebušna tolšča je problem, ker maši žile. Trebušna tolšča dejansko se nalaga tudi na notranjost žil. Zanimivo, gre za nekaj z grleno čakro, z izražanjem. V glavnem in povzroča seveda ta trebušna tolšča, notranja maščoba, povzroča vnetje na celični ravni. In zdaj pogledamo, moške doleti srčni infarkt pogosteje kot ženske in kadilci so v večji nevarnosti kot nekadilci. Največ srčnih infarktov je pri moških med 50 in 60 letom, pri ženskah pa v starejših obdobjih med 60 in 70 letom. Se pravi, če imate v vaši družini srčno-žilna obolenja, boste nekaj mogli narediti drugače. Ker potem, pogledajte, to so pa posledice, se pravi, lahko imate neke hormonske težave, lahko ste kronično utrujeni, imate zakisano telo, prebavne težave ali pa težave s srcem in z ožiljem, kronično nenalezljive bolezni, kot je diabetes tipa 2, bolezni srca in ožilja in na koncu koncev te zadane kapač. Pa s tam, In takrat, ko si tam, dejansko, jaz mislim, da si vsak želi, da ga do smrti, da ne, da nastane potem ostane rastlina in da potem ima zanimivo življenje. Pač na to je treba prej misliti, Mogoče zdaj le rečete, ja, Minka, veš, se to lahko vsega doleti. Jaz menim, da telo zvoni pa opozarja, da telo dolg časa zelo ljubeče govori, hej, kje sem jaz, poskrbi za mene, ne, preveč stresa, ne, nezdrave navade imaš, hej, kje si, preveč nezdrave hrane, telo opozarja, pa imaš holesterol povišan. Pa greš k zdravniku, pa je tvoj zdravnik zaskrbljen, pa reče, veš, bova rabila tablete, pa se jih upiraš. Ne boš mogel nekaj drugače narediti. Pa je mogoče ta trebušna maščoba se povečuje. Ja, bo treba nekaj močno spremeniti, bo treba nekaj glede hrane narediti drugače. Ker ta maščoba v telesu, notranja maščoba povzroča tiho vnetje na celični ravni. To tiho vnetje na celični ravni povzroča snov, aminokislino homocistein in ta aminokislina, homocistein, ki je tako naravno prisotna v našem telesu, ampak takrat, ko jo je preveč, nastanejo srčno-žilna obolenja, kap, Alzheimerjeva bolezen, demenca, sladkorna bolezen in rak. In
Mi izbiramo vsak dan svojo prehrano. Mi vsak dan, kar pojemo, glasujemo, kje želimo biti. Vsak dan, ko gremo v trgovino, se odločamo, kaj bomo dali v košarico in kaj bomo jedli. Mi, če se trudimo zdravo hrano kombinirati, in lejte, ja, zakaj pišem knjige? Recimo ta zadnja, moja kuharica, tale, Minkina kuhinja. Če se boste po teh jedilnikih držali, ki so tukaj na začetku noter, in da boste gledali, da glikemični indeks ostaja v ravnovesju, vam povem, da se bo vnetje v vašem telesu tako zmanjšalo, tako pogasilo, da boste rekli za nazaj, wow, se to je nekaj neverjetno. In zdaj, zakaj se ta vnetje poveča? Zato, ker pod prvo manjka vitaminov B, predvsem vitamina B12, folne kisline, B9 in vitamina B6. Vitamina B6 nam po večini manjka zaradi tega, ker vnašamo v svoje telo preveč bele hrane. Se pravi, vitamin B6, če ga zdaj pogledamo, kje ga dobimo, ta vitamin B6? Vitamin B6 ga drugače dobimo v orehih, arašidih, špinači. In zdaj kljukce delajte, kaj ste jedli danes? Se pravi, tudi jetrca, jajčni rumenjak, losos, žitni kalčki, neoluščeni riž. No, dajte zdaj kljukce narediti. Koliko ste tega, kar sem naštela, pojedali danes? In če niste, vi lahko danes sklenete, a ne, jutri bojo pa na jedilniku, ne vem, če jeste jetrca, jaz jih ne jem. Ali pa, jutri začnem dan, bom dala, ali pa v službo nesem pest orehov. Ja, ampak pogosto ti dobri sklepi so samo tako kot novoletne zaobljube. Jutri začnem. Ne, jutri. In pol naslednji dan rečeš, dobro, da je jutri. Dobro, da je jutri, saj danes mi še ni treba. To pomeni, če vidiš, da imaš vnetje na celični ravni, da te bolijo sklepi, da imaš žile vnete, da imaš karkoli, je treba dodati vitamine B. Se pravi, najslabše, kar je za dodati, ne manj, je Provitality Plus. Jaz v tem primeru bi dodala Provitality Plus, pa še multi bi dala zraven. In bi vzela eno vrečkico Provitality Plus pred spanjem, pa bi pa vzela še multi zvečer ali pa po kosilu, bi kar 3 tabletke multija, zaradi tega, ker ima multi toliko več B vitamina noter. To bi naredila. Zaradi tega, ker telo sporoča, nekaj rabiš narediti, ne? No, v glavnem, v vsakem primeru, če imate že kakršnakoli zdravila, spet rabite večje doze B vitaminov in seveda zmanjšati stres, kakor je na celični ravni, podzavestna prepričanja in več vadbe, se pravi ta 2,5 kilometra na dan, če jih boste prehodili, boste ogromno naredili za svoje dobro počutje. No, naslednja zadeva, no, zdaj pa gremo že na vlaknine, pa na to, kako bomo poskrbeli, da bo naše telo začelo maksimalno čistiti odpadne snovi. Zato, ker moramo razumeti, srce in ožilje direktno je povezano z jetri, vse skupaj. In jetra, kakor so zamaščena jetra, mi imamo težave na splošno s srcem in z ožiljem. No in zdaj, če mi pogledamo, čakajte, bom kar tukaj po vrsti razložila, se pravi, če gledamo vlaknine, ki jih potrebujemo, zakaj? Pod prvo, da ne posegamo po nezdravih prigrizkih, zato ker povečujejo občutek sitosti, vplivajo na čiščenje jeter, zmanjšujejo vrednost tudi na trigliceride in holesterol in zamaščenost krvi vplivajo in na splošno vplivajo na občutek sitosti in zmanjšajo glikemični indeks živil, se pravi, bolj počasi se hrana spreminja v sladkor in zaradi tega posegamo po manj nezdravih prigrizkih. Se pravi, tale Fiber Now Life bar, se pravi tele, to je beljakovinska tablica, noter je ovs, ovseni kosmiči, vlaknine so noter, potem so noter mandlji, potem so noter ameriške borovnice, potem so, kaj so že tole jagode, no, brusnice so to. Tako da v glavnem,
Antioksidanti na Life Bar vsebuje tudi, se pravi, ne samo vlaknine, 5 gramov vlaknin, poleg tega vsebuje tudi vitamine in minerale. In to je odlično za službo, takrat, da imate vmesni obrok že pripravljen, ker pojeste samo eno tablico, čez popijete vodo ali pa eno kavo zraven in imate malco. No, druga zadeva pa, glejte, močan antioksidant, oziroma prej bom šla na to, vam bi rada pokazala tele vlaknine. Jaz sem nad vlakninami toliko navdušena proti fiber. Zdaj pa zakaj? Zaradi tega, ker odkar jaz uporabljam vlaknine zjutraj na tešče, se je meni stanje moje limfe tako uredilo, da ne morem verjeti. Pač, odkar sem prišla v meno, mi je začela limfa zatekati in tako da odkar uporabljam fiber in to zjutraj na tešče, vzamem eno tabletko, zraven, se pravi, dam kozarec vode, noter dam žličko kisa in kis pa te vlaknine aktivirajo oziroma pride do reakcije, nabreknejo v želodcu in se naredi ta gosta bariera potem v črevesju in potem cel dan nisem lačna, nimam želje, tiskren, nekaj bi jedla ta trenutek. In vlaknine čistijo celo telo, delujejo pri tem, da se pač črevesje počisti, delujejo na to, da se jetra čistijo, če se jetra čistijo, se žile čistijo, se kri čisti, nenazadnje vplivajo tudi na to, da sam limfni sistem boljš deluje. Tako da v glavnem limfni sistem vemo, da se preko notranjih organov tudi čisti. Tako da zdaj, če pogledamo, vlaknine vam bojo zjutraj naredile tako neverjetno spremembo pri počutju in če boste v službo nesli fiber, pa vlaknine zjutraj vzamete na tešče, lahko še eno vzamete pred kosilom, boste videli, kako se boste dobro počutili. No, zdaj pa še ena zadeva, imamo pa tukaj Botanical Balance in zdaj pa to je pa zdaj že nekaj, kar je popravilo. Kurkuma in kurkumin. Kurkuma in kurkumin sta močna antioksidanta, ki delujeta na to, da se zmanjša vnetje na celični ravni. Noter tudi v teh Botanical Balance je tudi ingver. V glavnem deluje na splošno na zmanjšanje vnetij jeter, ledvic in na splošno na zmanjšanje vnetij v celem telesu, znižuje krvni sladkor, znižuje krvni pritisk, zmanjšuje LDL holesterol, se pravi slabi holesterol, blagodejno deluje tudi na demenco in drugih simptomih, se pravi vse, kar je z možgani, zaradi tega, ker se zmanjša vnetje na celični ravni in tisto, kar je najboljš, deluje na fleksibilnost, prožnost žil. Zmanjša se vnetje debelega črevesja, zmanjša se vtekanje telesa, zatekanje telesa in deluje direktno na limfni sistem. Se pravi, če boste vi v svojo, pač o hrani bom majčkeno kasneje govorila, ampak če boste te 3 prehranska dopolnila vzeli, se pravi, tablica za takrat, ko nimaš jesti, na Life Bar, fiber zjutraj na tešče, en Botanical zvečer pred spanjem, pa pred obroki lahko tudi enega vzameš, vam povem, da boste priča čudežu v vašem telesu. Poskusite, ker je to nekaj neverjetnega. In tudi za vse tiste ljudi, ki imajo vnetje debelega črevesja, ki ne smejo jesti, ki imajo Crohnovo bolezen, ki imajo, ne vem, občutljivost na gluten, vam povem, da ta kombinacija kurkume in kurkumina dela čudeže v našem telesu. No, zdaj pa gremo naprej na prehrano. Se pravi, obstajajo zelo slabe maščobe, obstajajo majčkeno manj slabe maščobe, pa ki so še vedno slabe maščobe, se pravi vse, kar je pečeno, kar je pripravljeno, kar je, da ne govorimo o raznih fritezah, tudi maščoba, ki plava na juhi, jo je treba stran pobrati, da ne govorim o ocvrtih transmaščobnih kislinah, kar je ocvrte hrane,
krompirček, nekje sem pobrala, mislim, da prav ta glukozna boginja govori o tem, ona govori o tem, da en krompirček, en pečen krompirček je tako škodljiv kot ena cigareta. Dajte pomisliti, ker ima vse transmaščobne kisline. No, potem imamo pa naprej dobre maščobe, omega-3 maščobne kisline, in imamo omega-3 maščobne kisline, se pravi, to so koncentrat ribjega olja, mastne, hladnokrvne ribe, laneno olje, repično olje, potem omega-3, 6 pa 9. Ne rabite 6 pa 9 dodajati, ker olivno olje ga itak uporabljamo dosta, ne? Pa bučno olje ga tudi uporabljamo. Tudi omega-6 ne rabite dodajati, recimo sončnično olje, koruzno, pšenično olje, sojino olje, ne rabite. Ampak tisto, kar je pa pametno, ne, uporablja čim več. Ja, tudi bučnih semen, bučna semena nimajo samo dobre maščobe omega-3, ampak vsebujejo tudi ogromno količino cinka. No pa zdaj dajmo tukaj pri srcu in ožilju pogledati majčken cink, ker mogoče malo premalo govorimo pač o tem mineralu. In zdaj, če gledamo, cink sem prej rekla, da je dober za srce in za možgane. In pogledajte to. Opozorilni znaki o pomanjkanju cinka. Poslabšanje sladkorne bolezni, pojav krčev, pojav depresije, hormonske težave. Moški imajo težave s prostato, ženska na splošno s hormoni, povečanjem vrednosti slabega holesterola, neplodnost pri ženskah in pri moških in v glavnem naloge cinka vpliva na stabilnost vitamina E. No, zdaj bomo pogledali naprej, kaj pa dela E-vitamin v našem telesu. Ker zanimivo, prav bučno olje skupaj ali pa bučna semena, cink in E-vitamin, dajmo majčkeno preskočiti tole prezentacijo, pa pojdimo na E-vitamin, pa boste videli, kaj dela E-vitamin v našem telesu. In se pravi, E-vitamin krepi srce in ožilje, povečuje prekrvavitev, pomaga pri odpravi mozoljev, deluje na čvrstost nohtov, prožnost tkiv, prožnost celičnih sten, živcev, mišic, prožnost tudi žil. Potem pa seveda povečuje prekrvavitev v naših pljučih, zmanjšuje, deluje proti vnetjem na celični ravni, se pravi, tukaj je tudi bronhitis, razne alergije, seneni nahod, astma, težave pri menstruaciji, kar poveča prekrvavitev tudi spolnih organov, deluje na moško spolno moč in na plodnost tako pri ženskah kot pri moških in predvsem uravnava stanje hormonov v meni. Tako da ženske, ki imate velike težave v meni, začnite uporabljati E-vitamin, pa cink, pa D-vitamin. V glavnem, in tisti, ki imajo krčne žile so direktno znak tega, da naše telo enostavno ne zmore graditi ali pa prekrvaviti kapilar, popukajo. Kapilare, ki popukajo, pomeni, da niso prožne. Mi potrebujemo žitne kalčke oziroma olje žitnih kalčkov. No in zdaj, če pogledamo, seveda, čim več zdrave hrane, rekla sem že, bučna semena, ki še vsebujejo cink, ampak tudi vsa ostala hrana, kjer je E-vitamin, vsebuje tudi cink. No, a sem prej rekla špinača, vitamin B6? Jo, premalo tega pojemo. Lejte, vem, da vsi vemo vse, kako bi bilo pametno zdravo jesti, ampak jemo, prehranjujemo se na nek ustaljen način. In zdaj pogledajmo. Znaki pomanjkanja E-vitamina, slabovidnost, ovelost kože, tukaj sem mislila kože napisati, kože, utrujenost, zmanjšana storilnost, vnetja prebavil, neplodnost, slabo celjenje ran, srčna obolenja, starostne pege, razdražljivost, raztresenost, predvsem pa krčne žile. No, in v glavnem v tem primeru potrebujete dodatek E-vitamina, Vidgerm-ol, kdaj ga vzamete zvečer pred spanjem, lahko vzamete tudi 3. Ampak pozor, E-vitamin ga vedno jemljemo skupaj z omega-3.
Preden grem na omega-3 nazaj, vam želim razložiti še pomen C-vitamina. Zdaj pa zakaj je tukaj pri srcu in ožilju in pri krčnih žilah tako pomembno tako E-vitamin kot C-vitamin. Mi moramo razumeti, da E-vitamin deluje na maščobni del naše celice. C-vitamin in tudi flavonoidi, pa rutin, se pravi vse frakcije C-vitamina, delujejo pa na vodni del naših celic. Se pravi, če mi želimo prožnost žil, potrebujemo tako E-vitamin kot C-vitamin. Se pravi, dr. Pavlih, ki je dobil 2 Nobelovi nagradi, in dr. Matijas Rat, ki je v bistvu njegov naslednik, priporočata, oziroma raziskave so pokazale, da na dan bi potrebovali 1 do 2 grama C-vitamina. To pomeni, če gledam ta C-vitamin s postopnim izločanjem, bi mi potrebovali 6 tabletk na dan. In da vam povem, da kdor ima poapnjene žile, kdor ima kakršnekoli težave z ožiljem, naj proba 3-krat oziroma 2-krat na dan po 3 tabletke vzeti in boste videli, kaj se bo zgodilo. Začel se bo na podlagi večje količine C-vitamina tvoriti kolagen. Kolagen je pa tisti, ki deluje na strukturo kože, na žile, na kosti, na sklepe. Kolagen oziroma C-vitamin deluje tudi na hormon sreče, na splošno deluje proti depresiji, pomaga pri hujšanju, aktivira karnitin, to je pa voziček za odvečno maščobo, predvsem pa pomaga ohranjati prožnost krvnih sten in odpravlja rdečico na licih. Sploh tiste ženske, veste, ki imate jo tukaj na licih, tako razpredeno mrežo popokanih kapilar. Tako da zdaj moramo razumeti, da C-vitamin je zelo krhek vitamin, da potrebujemo takega s postopnim izločanjem. In zdaj, če izpostavim prav tega C-vitamin s postopnim izločanjem podjetja Neolife, ta se lepo počasi sprošča v telesu 6 do 9 ur. To pomeni, da če ga 2-krat na dan vzamemo po 3 tabletke po 1 gram, bomo imeli cel dan zadostno količino C-vitamina. In ta je ključen kot pač ključen antioksidant, ki deluje na prožnost krvnih sten. Še eno stvar moram razložiti, bom pol šla nazaj na maščobe, želim zdaj, ko smo pri antioksidantih. Pri antioksidantih je potrebno razumeti, da imamo več različnih antioksidantov, se pravi antioksidanti, ki so topni v vodi, kot je C-vitamin, kot je flavonoid, potem antioksidanti, ki so topni v maščobi, kot je recimo A-vitamin, E-vitamin, karotenoid kompleks, se pravi karotenoidi predstopna A-vitamina, in dejansko naše telo potrebuje kar precejšno količino teh antioksidantov. Pa imamo recimo tukaj noter napitek tre, imamo noter izvleček iz borovnic, brusnic, granatnega jabolka, zelenega čaja, jagode akaj. V glavnem, to so antioksidanti in noter je alfa-lipoična kislina in resveratrol. To sta spet 2 močna antioksidanta, ki preprečujeta poapnjenost žil in delujeta na to, da se obnavljajo možgani in na splošno žile v našem telesu. Ja, in glejte to, kar je Silva zdaj napisala. E-vitamin, flavonoid, C-vitamin, manj oblivov v meni. In to je preverjena zadeva. Preverjena zadeva, ker to je tako neverjetno, ker naše telo potrebuje sploh flavonoid kompleks, hladi naše telo, je proti vročini, zmanjšuje vnetja, to je v bistvu tako kot naravno sredstvo za zmanjšanje vročine v našem telesu. No, in tukaj, ko govorimo o zdravi hrani, moram izpostaviti, da jo najdem, kje jo imam, ajdo. Zakaj ajda? Zato, ker ajda ima v sebi eno čudežno sestavino, sploh tatarska ajda je 3-krat močnejša od navadne ajde. Ajda vsebuje snov rutin. In ta snov rutin je tako močna za krčne žile. Lahko, glejte, ne završiti vode, v kateri kuhate ajdo. Ajda nima naravnih škodljivcev, se pravi, ni škropljena in vsekakor, glejte, jaz sem zadovoljna stranka kmetije Klepec iz Bele krajine, res vam priporočam, dajte jih poiskati na internetu,
kupite dobro ajdo, ker boste videli, kako boste zadovoljni. Jaz imam ajdovo moko od njih, imam ajdovo kašo od njih, imam ajdove hrustlavčke od njih, to je v bistvu kaljena ajda, ki jo potem uporabljam kot vmesni obrok ali pa jo dam noter v bistvu v jogurt in to pojem kot vmesni obrok. Imajo tudi ajdovo čokolado. Pač želim vam dati te informacije, zaradi tega, ker želim, da pridete do dobrih sestavin, do dobrega. Tisto, kar jeste, bi moglo biti najboljše za vas, ne najslabše. In vam povem, ta tatarska ajda je bolj zelena in se ne razkuha in je vrhunska. No, zdaj pa dajmo pogledati, kaj vsebuje vse ajda. Pod prvo vsebuje kalcij, ki razstruplja železo iz našega telesa. Se pravi, vsak, ki ima težave z preveliko količino železa, bi potreboval predvsem ajdo, zaradi tega, ker kdor ima preveč železa v telesu, ima pomanjkanje na splošno tudi antioksidantov in hudo pomanjkanje C-vitamina in v bistvu tako kot bi od znotraj rjavel. Potem vsebuje magnezij, ki preprečuje nastanek krčev v mišicah, potem fosfor, ki skupaj s silicijem deluje na razstrupljanje, vpliva na absorpcijo vitamina B3, ki pa deluje na sintezo na splošno spolnih hormonov. Potem vsebuje kalij, ki preprečuje nastanek visokega krvnega tlaka in kdor ima pomanjkanje kalija, ima zateklo telo in mu limfa ne deluje. Tako da kalij je pa drug mineral, ki ga dejansko rabimo vnesti v svoje telo čim več, ne samo preko ajde, ampak vseeno, čakajte, bom tukaj šla samo toliko naprej, lejte, zeleni smuti, zelena peteršilj, sploh pa zjutraj, če naredite tak zeleni smuti in če date noter še recimo zmleto ajdovo ali ajdovo, pač te ajdove hrustlavčke, boste videli, kako se boste dobro počutili. Ali pa recimo skuhate ajdo, ne to vodo ne zavržete, ampak jo uporabite za nek smuti. No, potem vsebuje spet cink, ki ima vlogo pri izgradnji imunskega sistema, bakar, ki preprečuje prezgodnje sivenje in vpliva na vezavo železa, mangan, ki vpliva na boljši spomin, silen, ki spodbuja razstrupljanje telesa, silicij, ki vpliva na obnovo veznih tkiv, in vitamin B3, vitamin za lepo kožo, vitamin D, ki nosi sončno energijo v vsako celico in kar 10 gramov ajde vsebuje 100 gramov vlaknin. Ne, 10 gramov vlaknin na 100 gramov ajde. Tako da v glavnem. In druga zadeva, vsebuje flavonoide in rutin. Rutin pa deluje na prožnost žilnih sten, posledično pa preprečuje pokanje kapilar, preprečuje nastajanje pajkastih žilic po obrazu in nogah, preprečuje nastanek hemoroidov ter izboljšuje stanje zlate žile. Tako da, v glavnem, rutin deluje tudi proti srčnemu infarktu, možganski kapi, pljučni emboliji in globoki venski trombozi, uravnava holesterol, zmanjšuje bolečine pri artritisu in deluje na kolagen. Pač vam povem, da ajda je res zakon. To lahko preberete v knjigi Ko ima življenje žur na strani 180. Res vam priporočam, začnite uporabljati ajdo, ker ta vsebuje toliko dobrih zadev in ne zavržite vode. Uporabite jo kot čaj, recimo popijete kot čaj, date jo v smuti, naredite, pač uporabite jo. V najslabšem primeru, če imate kokoške, date to kokoškam, pa boste imeli toliko boljša jajca, ker bojo seveda vsebovale pač kokoši to, kar jejo, to pač vsebujejo jajca. No, zdaj pa prejdemo naprej. Se pravi, vi pa potrebujete poleg tega tudi silicij in kalij. In bomo zdaj najprej pogledali, zakaj je kalij tako zelo pomemben pri veznih tkivih. Ker če vam manjka kalija, kot sem rekla, boste imeli visok pritisk. Poleg tega boste imeli težave z depresijo, imeli boste zastajanje vode v telesu, limfa vam ne bo delovala
in predvsem boste zabuhli od obraza do telesa celega in pojavljale se vam bojo alergije. Zelena zjutraj na tešče. To je to. A imate že zeleno posajeno v svojem lončku na oknu? A imate zeleno na svojem vrtu? Pač to je nekaj, kar je treba zdaj le posaditi, da imate svojo domačo zeleno, ker na ta način pač kali enostavno potrebujemo. Srčno popuščanje, pomanjkanje kalija, povišan krvni tlak, glejte, pač mi to nujno potrebujemo. In zdaj še en mineral, o katerem mogoče majčkeno premalo govorimo, pa je ključen pri srcu in ožilju in nasplošno pri vseh veznih tkivih, je pa silicij. Se pravi, silicij ga ne več dobimo v vseh oreščkih, v vsej zeleni zelenjavi, silicij ga dobimo v šparglih, pač vse, kar je trda zadeva iz narave. Tam je silicij. Ja, Teja, lahko piješ tudi čaj iz posušene zelene in v tej knjigi, ko ima življenje žur, je noter tudi, kako si pripraviš čaj. Čaj iz posušene. Ja, lahko, seveda, ker, Teja, oprosti, ajdov čaj sem razmišljala. Posušena zelena, seveda, ker posušena zelena, vemo, da je kalij vodotopna, ni mineral, se topi v vodi in se izlušči v vodo. Poleg tega tudi silicij je vodotopen mineral in se izluži v vodo in ti to pol popiješ. No in zdaj, če pogledamo, znaki pomanjkanja silicija je lomljenje nohtov, krčne žile, osteoporoza, zmanjšana vsebnost vode v veznem tkivu, se pravi, imate ohlapno vezno tkivo, lahko imate težave z sklepi, artritis, pojav vnetij v telesu, imunski sistem začne pešati, alergije se povečajo, bolečine pod rebri na desni strani, se pravi, žolčnik ne dela dobro, jetra ne delajo dobro, težave z dlesnimi, zobmi, težave z dihanjem, kolcanje. Pač in dejansko povsod, kjer je možno, mi potrebujemo dejansko silicij. Tako da v glavnem, Vida, kaj si mislila napisati s tem odgovorom, tega jaz ne razumem, verjetno se je... Ne, te, ki pa, Magi, razumem. Ne. Vam moram govoriti, ne smem uporabljati blagovnih znamk, ker bom pač tale posnetek dala javno, ampak vsi umetni ojačevalci, kot so razne začimke za juhe, vsebujejo snovi, ki dvigajo sladkor v krvi in nimajo noter nekih takih ključnih zadev. Ne, sama dej, ne. Glejte, pač ne bom uporabljala vseh teh začimk, mislim, imen blagovnih znamk, ampak uporabljajte, luštrek uporabljajte sami, zeleno uporabljajte sami, naredite si domačo začimko za juho, za jedi, kamor zmeljete razna zelišča. Naredite sami te zadeve ali pa kupite na tržnici bio zadeve, ne uporabljati že tisto, kjer imajo noter že dodane neke umetne ojačevalce, se naredi potem zelo dober okus, ampak vam povem, da to ni dobro za vaše telo, ker se povečajo vnetja na celični ravni. Vse, kar je že na pol pripravljeno, ne uporabljati. Ne uporabljati, ker se vam povečajo vnetja na celični ravni. Zdaj, če mi gledamo zmed prehranskega dopolnila, ki ima praktično vse te minerale, če boste uporabljali ProVitality Plus pa Shake, boste dobili praktično vse, kar potrebujete, no edino silicija, ni tukaj noter silicij, se pa nahaja v Vegan D, se pravi D-vitamin. Vegan D, tam noter je silicij. In vemo, da D-vitamin pa spet je potreben proti vnetjem, tako da za vse tiste, ki imate krčne žile, srce in ožilje
težave s srcem in z ožiljem, bi bilo pametno tudi uporabljati vegan D, to kombinacijo. In če se vrnem na začetek zgodbe, seveda uporablja to troje, kar sem rekla na začetku, ker na začetku sem govorila o tem, da začnete za malce uporabljati eno tablico, recimo dopoldan v službi, potem imate tukaj fiber zjutraj na tešče in tale kurkumin, botanical balance je pa zakon. Zdaj pa še ena stvar, ki deluje, to je pa že gašenje, takrat, ko so že krčne žile, ko je že pritisk, ko imamo že težave. Se pravi, česen deluje kot naravna snov proti snovi homocistein, se pravi, zmanjšuje vnetje na celični ravni. Se pravi, kdor ima že krvne strdke, kdor ima že popnjene žile, kdor ima že holesterol, kdor ima že pritisk, dejansko česen deluje na vse to, zmanjšuje vnetje na celični ravni. Poleg tega pa je česen potreben na splošno proti vnetjem, ki jih imate v telesu, sploh takrat, ko pridejo neke, ne vem, prehladna obolenja. Takrat 3-krat na dan lahko vzamete po 3 česnove tablete in boste videli, tako, taram, naenkrat ozdravite. Tako zelo, zelo hitro to deluje na zdravje našega telesa. Zdaj pa pojdimo nazaj, ne bom rekla naprej, ker smo že začeli govoriti o dobrih maščobah. Omega-3, omega-6 maščobne kisline, no, še en vir omega-3, dobre omega-3 maščobne kisline, ampak ima samo eno frakcijo te dobre maščobne kisline, je laneno seme. Laneno seme vsebuje tudi lignane, lignani so pa vodotopna vlaknina, ki deluje na razstrupljanje jeter, ki deluje tudi na hormonske motnje. Se pravi, na splošno laneno seme je ena taka čudežna zadeva, ki se jo splača dati zjutraj v jutranji smuti. Jaz vam seveda priporočam, da sami uporabljate, da imate mlinček za kavo, date 2 žlice lanenega semena, zmeljete, date to v jutranji smuti in to popijete. In lahko pa tudi seveda zvečer to uporabljate. Ampak dajmo zdaj pogledati bolj podroben te omega-3 maščobne kisline. Laneno seme vsebuje ALA maščobno kislino, ki ne deluje na srce in ožilje, deluje na celično membrano, ne pa na vse ostalo. In zdaj poglejte, mi pa potrebujemo EPA pa DHA maščobne kisline iz ribjega olja, ki sodelujeta pri nadzoru genih, vključenih v jetrno produkcijo trigliceridov. Se pravi, če vam manjka teh 2 omega-3 aminokislin, EPA pa DHA, in tukaj to se nahaja samo v mastnih morskih ribah, vi ne morete dobiti zadostno količino, ne morete dobiti iz lanenega semena, da bi to delovalo na zmanjšanje, se pravi, da te trigliceridi, vemo, da zgornja vrednost je 1,7. Jaz sem imela leta nazaj enega gospoda, ki je imel trigliceride 17,1. Prevelika oksidacija v telesu in seveda sem mu dala potem kup dobrih zadev, to, kar vam razlagam, in se mu je stanje trigliceridov zrihtalo. No, druga zadeva pa, poglejte, EPA in DHA maščobna kislina, omega-3, zmanjšujeta jetrno produkcijo trigliceridov in izločanje trigliceridov v kri. In to pomeni, da če imamo mi zadostno količino omega-3 maščobne kisline, in zdaj tisti, ki uporabljate Pro-Vitality Plus, tukaj noter je že 1 omega-3, vzamete še 2 iz lončka. 3 na dan, se pravi, potrebujete 1 gram omega-3 na dan. To je v bistvu tista spodnja doza, ne zgornja doza za vse tiste, ki imate težave s srcem in z ožiljem. No in zdaj, če pogledamo naprej, omega-3 maščobna kislina, zakaj je naša omega-3 tako dobra proti ostalim, na koncu koncev? Ker imamo poseben zaščiten postopek molekularne diferenciacije. Kaj zdaj to pomeni? Čiščenje težkih kovin in testiranje na več kot 200 alergenih snovi v ribjem olju.
To je najbolj čista omega-3, primerna tudi za bodoče mamice, za razvoj možganov, za razvoj sklepov, proti vnetjem, deluje na kardiovaskularni sistem, se pravi krvnožilni sistem, deluje na nove povezave v možganih, obnavlja možgane, deluje pri sladkorni bolezni, nujno potrebno, za no, skupaj z E-vitaminom. Zdaj, želim vas spomniti, da sem prej rekla, E-vitamin vzamete 3, ampak vedno z omega-3. In vzamete 3 omega-3, 3 E-vitamine. Zakaj? Zato, ker E-vitamin je hladno stiskana maščoba, ampak je omega-6 maščobna kislina. Vi pa potrebujete imeti ravnovesje, predvsem bi mogli imeti več omega-3 maščobne kisline, kot pa omega-6 maščobne kisline. In ko pride do nesorazmerja omega-3 in omega-6, se v vašem telesu povečajo vnetja. V glavnem, poleg tega, omega-3 maščobna kislina spodbuja tvorjenje hormonov, predvsem hormon DHEA, iz katerega se potem tvorijo tudi spolni hormoni v meni. Predvsem je ta hormon zadolžen za obnovo telesa, za topljenje maščobe na trebuhu, se pravi, se na podlagi tega hormona znebite trebušne tolšče, notranje maščobe, se pravi, klin se s klinom zbija. Tisti, ki imate trebušno maščobo, glejte, ni samo problem, da težko zapnete hlače, problem je to, da je to notranja drobovna maščoba, ki se dejansko ovija okrog telesa in povzroča vnetje na celični ravni. In zato je ta maščoba tako naravna, navarna za naše telo. Ker ta notranja maščoba, poglejte, vodi do metaboličnega sindroma. To je v bistvu en izraz za porušeno ravnovesje v našem telesu, predvsem kaže na vnetje, vnetje povsod, težave s sklepi, težave s srcem, z ožiljem in tako naprej. In je čisto preprosto se zmeriti oziroma vedeti, kdaj imate visoko tveganje. Treba se izmeriti. Moški, ki imajo večji obseg trebuha kot 94 cm in ženske 80 cm, ste že v visokem tveganju, da nastane ta metabolični sindrom in na dolgi rok vsa avtoimuna obolenja in pa popusti najšibkejši člen. In zdaj, če pa večji obseg trebuha od 88 cm pri ženskah in 102 cm pri moških, pa pomeni, da ste dejansko že tam. Čeprav nimate zdravstveno mogoče še potrjeno, ampak dejansko vaše telo je že zamaščeno od znotraj in ta trebušna maščoba je tista, ki je najbolj smrtonosna. Zato je tako pomembno, da shujšate, ne? Zato je tako pomembno, da poskrbite za sebe, zato je tako pomembno, da date stran slabe ogljikove hidrate, to, kar povzroča vnetje na celični ravni, dodate vse dobro, kar je v vašem telesu, kar vaše telo potrebuje in na ta način zmanjšate vnetje na celični ravni. Zdaj bomo pa šli majčkeno še na hrano, ker vam želim razložiti, kako se prehranjevati, da sladkor ostaja v ravnovesju in da v bistvu na ta način poskrbite, da se tudi zmanjša ta drobovna maščoba. No, zdaj pa poglejmo. Glejte, vse, kar ima višji glikemični indeks, hrana nad 35-40 povzroča že v krvi oziroma v vašem telesu odziv, že dejansko povzroča vnetje. Se pravi, kot ne vem, bel kruh, pečen krompir, riž za rižoto, ki je razkuhana, topla rdeča pesa. Pa bi človek rekel, pa saj rdeča pesa ima flavonoide noter. Ja, mora biti hladna, da se razumemo. Ko je pesa ali krompir hladen ali pa repa hladna, tukaj so vrednosti za kuhano korenje, a veste, kuhano repo, to so škrobnata živila in ko je topla, se sprosti ven škrob. Ko ohladite tako krompir, kot repo, kot korenje, kot rdečo peso, postane škrob neprebavljiv in dejansko okisana, recimo rdeča vložena pesa, je pač dobra za naše zdravje in vsebuje ogromne količine flavonoidov, ker ta rdeča barvila delujejo tudi na srce in ožilje. No, potem imamo tukaj naprej, recimo
banane, ne, verjetno ste kje slišali, da banane vsebujejo kalij. Pa ni res, lejte, banane vsebujejo, to je čisti škrob. To je tako, kot bi jedli cukor z žlico, dobesedno, ali pa kot bi jedli torto vsak dan, ker banana vsebuje preveč sladkorja. Tudi recimo, če vi kombinirate neke, ne vem, recimo, imate radi jabolčni sok pač iz plastenke, zaradi tega, ker vam je dober okus, vnašate sladkor v vaše telo. Dobro, tudi kivi, lejte, ima ogromno sladkorja. Melone, da ne govorimo o lubenici. Lubenica ima zelo, zelo, čakajte sam, da jo najdem, lejte, 75 glikemični indeks. In zdaj, kaj pomeni? Da če vi jeste nekaj, kar ima zelo visok glikemični indeks, v istem obroku je treba pojesti nekaj, kar ima zelo nizek glikemični indeks, recimo pest mandljev ali pa pest orehov, in na ta način se sladkor zniža v krvi. Ali pa vzamete pred obrokom en kurkumin, spomnite se iz začetka predavanja, en fiber. Če vzamete to dvoje, bo sladkor ostal v ravnovesju in se boste res dobro počutili. Seveda je pomembno, kako kombinirate hrane. Recimo, pomembno je, da kosilo razdelite krožnik na 3 enake dele, na Mercedesov znak, pomeni, da imate 1/3 kuhane zelenjave, recimo mi smo danes jedli brokoli, 1/3 krožnika imate recimo pečen krompir, 1/3 krožnika imate beljakovine, mi smo danes imeli lososa pečen skupaj z limono, v vinu, to je recept iz tele knjige Minkina kuhinja, in solato. To je idealna sestava kosila, se pravi, kuhana zelenjava, nekaj od beljakovin, lahko, če ne jeste mesa, lahko jeste ribe, če ne jeste ribe, lahko pojeste 2 žlici skute, če vam dela skuta težave oziroma mlečne izdelke, poskusite z albuminsko skuto, 1/3 krožnika pojeste recimo krompir, riž, testenine in sladkor ostane v ravnovesju in zraven pojeste lahko, kakor hočete, solate. Na ta način potem sladkor ostane v ravnovesju in se res dobro počutite. Zdaj pa ključno pri tem, da moramo razumeti, tudi pri srcu in ožilju, moramo razumeti, da pomanjkanje B-vitaminov vodi do tega, da imamo v telesu preveč oziroma v krvi povišane vrednosti holesterola. Zdaj pa zakaj? B-vitamin naredi okrog molekule, maščobne molekule, ovoj in poskrbi, da ta dobra maščoba pride do možganov, do celic, ker naše celice so narejene iz maščob. Sploh tale membrana okrog celice je narejena iz dobrih maščob, ki se imenujejo lipidi in steroli. Se pravi, če mi želimo, da te maščobe pridejo iz jeter po žilah do celic, mi potrebujemo B-vitamine. In zdaj pomislite, ste kronično utrujeni, se vam pojavljajo krčne žile, ne morete shujšati, ste brez energije, ne morete se umiriti. To je vse znak pomanjkanja B-vitaminov. In če vam manjka B-vitaminov, je možno, da boste imeli povišene vrednosti holesterola, da boste imeli tudi povišene vrednosti trigliceridov, da enostavno boste celi sesuti s hormonskimi težavami. In zato je tako pomembno, da pač dodamo B-vitamin. B-vitamin ne samo na to, mislim, sploh formula 4 ali pa Provitality Plus, da vsebuje lipide in sterole, ki delujejo na to, da grejo hranilne snovi v celico in odpadne ven, ampak vsebujejo cel spektar B-vitaminov. In če zdaj pogledamo, prej smo pogledali vitamin B6, da pogledamo recimo zdaj, ne vem, vitamin B12 mogoče, ne? Vitamin B12, če ga imamo pomanjkanje, se tako ali tako vsi ostali B-vitamini ne vežejo. Vitamin B12 sodeluje pri tvorjenju mielinske ovojnice v možganih, se pravi za vse tisti, ki imajo kakršnekoli težave z možgani, izboljšuje zbranost in spomin, zmanjšuje razdražljivost, za vse tiste, ki vam živčki delajo po svoje, vam manjka sigurno vitamin B12. Preprečuje nevarnost infarkta, ohranja zdrav živčni sistem, preprečuje demenco,
nasplošno povečuje energijo in sodeluje pri tvorbi rdečih krvničk, se pravi za vse tiste, ki ste slabokrvni, vam sigurno manjka vitamina B12. In opozorilni znaki, da vam manjka vitamina B12, šumenje v ušesih, težave s spanjem, pozabljivost, koncentracija, vaši možgani so tako kot sito, nič ne ostane v njih, enostavno si ne zapolnite stvari, pekoč občutek v končinah, slabo počutje, lahko tudi slab zadah iz ust in nasplošno težave z uhajanjem vode, tudi blata, težave z ravnotežjem, vrtoglavice, sploh starejši ljudje, kdor nadomešča B-vitamin s pivom, ker reče, ja, se v pivu pa je B-vitamin, bom jaz kakšno pivo, pa dobim B-vitamin. Ja, ampak ima tudi alkohol noter, alkohol pa izplavlja vitamin B12 in recimo tistemu, ki manjka vitamina B12, pa potem že tako težave z ravnotežjem, pa še uhajamo voda, blato, načeloma izmeden, nima energije, hitro je utrujen, dejansko, zdaj tako, jaz se opravičujem, če je kakšen od vas Črnogorc, ampak vse vemo, da pri nas v Sloveniji veliko štosov na Črnogorce, zakaj Črnogorci rabijo stol poleg postelje, zato da se spočijo od tega, ker je glih kar vstol, ker je naredil eno delo. In tako naprej. To pomeni, da mogoče tem Črnogorcem manjka, ali pa če se počutite kot Črnogorci, vam manjka vitamina B12. Zdaj jaz se opravičujem, nimam nič proti Črnogorcem in kar jih poznam, so to ljudje z res velikim srcem, dobri ljudje, ampak očitno od nekje pa že prišlo to, da so da gre počasi v življenju kot pri Črnogorcih. Nimam pojma, odkod je to prišlo. Ampak ja. No in v glavnem, to pomeni, da če imate težave s srcem in z ožiljem, moramo razumeti naše telo, da potrebuje vsakega pomalo. Zdaj bomo pa nekako pogledali, kaj bi bilo tisto, kar bi bilo res potrebno za dobro počutje, da cela paleta. Jaz vam bi sigurno priporočila, čakajte, jaz zdaj grem na prehransko piramido. Hočem najti, da pogledamo, kaj je tisto, kar je najbolj pomembno, da vzamete, če imate težave s srcem, z ožiljem, s holesterolom, krčnimi žilami. V glavnem, tisto, kar je res pomembno, vzamemo šejk, zato ker so sestavine za kolagen delata, ne za prožnost. Provitality Plus, kar imate noter podobno sestavo, kot je Formula 4, kar imate ključne antioksidante. Zraven dodate fiber, zato da se začnejo jetra čistiti. Zraven dodate Botanical Balance, zaradi tega, ker se prožnost žil izboljša in nasplošno se tudi hujšanje pospeši. Poleg vzamete še fiber, tale Neolife Bar, zaradi tega, ker boste s tem pomagali pri tem, da boste imeli vmesni obrok pripravljen. Mogoče, če ste že tako močno načeti, pa je treba gasiti, vzamete še omega 3 posebej, flavonoid posebej, zato da boste zdaj pogasili, omega posebej, flavonoid posebej, pa vegan D posebej, zato da dodate silicij, D-vitamin, flavonoide, pa prožnost tkiv povečate, pa večjo količino omega 3, a ja, pa E-vitamin. E-vitamina, skupaj s C-vitaminom, tudi C-vitamin lahko. Ja, veliko sem naštela in zdaj tako, za nekoga je to osnovni program, je vzem Provitality pa shake. Za nekoga, ki ima že težave, doda zraven sigurno še te tri, ki sem na začetku govorila. Fiber, Botanical, pa kam so pa zdaj moji možgani pobegnili, moj spomin, Fiber, Botanical, pa Bar, tako, da dobiš večjo količino vlaknin. Potem pa tisti, ki ima pa še večje težave, pa doda še omega 3, pa E-vitamin, pa C-vitamin, pa flavonoide, zato da pogasi in ja, dobrodošel še česen. Tako da v bistvu, odvisno, koliko velike težave imaš. Imaš nekaj na začetku, poskrbiš za zdravje, se zmanjša vnetje na celični ravni, super.
imaš večje težave, vzameš ta drugo zadevo, če imaš pa še večje težave, pa ta tretje. In se bom kar vrnila na začetek zgodbe in greš delati meditacije za čiščenje podzavestnih vzorcev, zdravilno molitvijo dekodiranja, odpustiš vsem tistem, ki jim je potrebno odpustiti, spustiš iz svojega energijskega polja družinsko razočaranje, družinsko sovraštvo ali pa občutek obupa, ali pa neko krivdo, ki se pretaka po žilah, enostavno spustiš to iz svojega energijskega polja in to je pač res odlično orodje zdravilne molitev dekodiranja. In ja, seveda povabilo za vse tiste, ki še niste včlanjeni, seveda postanite člani podjetja Neolife, kako postanete, pač napišete tistemu, ki vam je posredoval ta posnetek ali pa meni, pač napišete, da bi radi imeli večji popust in vi imate lahko popust, tudi 25%, zaradi tega, ker pač te izdelki niso ravno poceni, lahko pa rečem, da so v vrhu po kvaliteti, tudi zadaj za temi izdelki stoji znanstveno-svetovalni odbor, ki je pač, jaz sem bila deležna vrhunskih šolanj, tudi strani dr. Artur Frsta. Dr. Artur Frst je napisal več kot 300 knjig za zdravnike, kar se tiče kemoterapije, in je oče oralne kemoterapije. Dejansko to so tako pač res vrhunske zadeve. Jaz res zaupam v podjetje Neolife, glede na to, da sem tudi sama že stranka podjetja Neolife, zdaj že 32 let, se pravi od leta 1993, sama uporabljam te zadeve. In nenazadnje v moji družini, kot sem prej na začetku rekla, je tako sladkorna bolezen kot srčno-žilna obolenja. Tudi moja starša uporabljata ta prehranska dopolnila in pomagajo, pač tudi s tem si pomagata do boljšega zdravja. Tako da v glavnem, zdaj, če nekako zaključam to predavanje, tako 49 evrov je letno članstvo za Neolife izdelke in imaš potem vedno 25% popust na izdelke, tako da dejansko se splača včlaniti, ker v bistvu že pri prvem nakupu imaš dejansko že to članarino lahko notri. Tako da skrb za telo je ljubezen, ljubezen sebe. Zato, ker se imam rada, pač skrbim za moje fizično telo, ker to je edino vozilo moje duše, drugega nimam. Se pravi, je zelo pomembno, da spoštujem potrebe mojega telesa, da spoštujem sporočila, da začnem opazovati, kaj želi moje telo sporočiti. In zato pač pišem knjige in recimo za tiste, ki ne razumete sporočila vašega telesa, lahko vzamete v roke knjigo, ko imajo hormoni žur, v vijoličnem poglavju imate noter, kako telo sporoča pomanjkanje hranil in kaj bi bilo potrebno dodati. To sem dala tudi v knjigo, ko imajo duše žur, pa sem noter dala tudi čustveno ozadje. In zdaj, če pogledamo samo kakšno sporočilo telesa, da mu res nekaj manjka, čakajte, a imam jaz v tej prezentaciji? Ne, nimam. Se pravi, lomljenje nohtov, nabijanje srca, razbijanje srca, težke noge, vnetje sklepov, sigurno sporočilo, nekaj mi manjka, hej, poskrbi zame. In če se imaš kolčkaj rada, pač poskrbiš za svoje fizično počutje. Tako da to je to, kar sem želela povedati, tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, delajte to pozitivno spremembo v svojem življenju in potem, ko boste v svojem življenju naredili neko pozitivno spremembo, boste videli, da boste lahko s svojim zdravjem in svojo energijo koristili tudi ljudem okrog sebe. Tako da, lep večer, uživajte in naj vas spremlja, vse dobro, božji blagoslov in ne pozabljajte, mi smo božanska bitja z zemeljsko izkušnjo in ko naše telo spregovori, ga bi mogli poslušati. In mnogi preslišijo in terajo toliko časa, da potem telo reče, zdaj se pa jaz ne grem več.
In jaz upam, da ne rabite take izkušnje. Tako da lahko noč in vam pošljem posnetek tega predavanja, drugače bo pa tudi javno dostopen, tako da ga lahko delite naprej. Lahko noč.